Kitajska kot država si je naredila cilj 200 let naprej na podlagi vremenskih kart. Tam se njihov svet zaveda, da obstajajo zaradi svojih ljudi. In oni svoje državljane dajo na prvo mesto. Vsaka družina ima svojega astrologa. Generalni pokrovitelj intervjuja je založba Kiara. Moj gost je dr. Milan Kranjc, strokovnjak za krizne situacije in svetovalec pri prevzemanju družinskega podjetništva. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Vem, da ste in seveda avtor te zelo priročne knjige V čevljih staršev, Bilanca posla in srca. Pa kakšna je bilanca posla in srca? A gre posel in srce skupaj? A gre kariera in družinsko življenje skupaj? Ali ne gre po vašem mnenju? Gre, če najprej se temeljito sam s sabo pogovoriš, kaj bi rad od tega življenja. Jaz namreč vse te procese, ali pa ko me vprašajo, kako gledaš na osebno ali pa kako ločiti osebno pa poslovno življenje. Za mene je pravzaprav poslovno življenje vse, kar je povezano z drugimi ljudmi. Oziroma tudi, ko govorimo o trgovini, gre za izmenjavo. In tudi, ko se sami sabo pogovarjamo z egotom, ki ima neka pričakovanja, ki niso v bistvu pravzaprav produkt našega srca ali pa naših potencialov, s katerimi se rodimo, že to je trgovina. Tako da v bistvu osebno življenje je takrat, ko smo res sami sabo v nekem ravnovesju, govorimo o notranjem miru. Vse ostalo je na nek način poslovno življenje, ne da bi zares po poklicu bil poslovnež, oziroma da bi imel svoje podjetje. Zanimivo. Mi imamo v Sloveniji to družinsko podjetništvo, kar pogosto je prisotno, ne? Pa kako smo uspešni, ker jaz sem se vedno spraševala, ali je res vsaka naslednja generacija sposobna oziroma prava za to, da prevzame družinsko podjetje. Ali ni? Kaj, če bi ta človek namesto, da bi prevzel, neko privatno prakso kirurgije, rajši postal mesar, recimo. Saj je nekaj združenega, ampak vseeno. Ja, družinsko podjetništvo je v bistvu pravzaprav zelo zahtevna veja podjetništva. Ravno zaradi tega, ker so preveč vpletena čustva, ali pa mogoče, bom rekel, vsadijo starši svojim otrokom nekaj, kar ni njihovo, in potem od njih pričakujejo. In vkolikor ni zdrave samozavesti, potem otroci to nadaljujejo nekaj, kar so starši rekli ali pa so pričakovali. To pomeni, da niso tam ne z srcem, ne z veseljem, ampak ker je pač jih nekdo porinil v to. Pri nas v bistvu zgodovina družinskega podjetništva je, če gledamo kot na zgodovino, je zelo bogata. Res pa je, da je v bistvu po drugi svetovni vojni, ko smo na nek način zamenjali sistem vodenja, kot je bil prej, je tudi družinsko podjetništvo izginilo. In tako da mi v bistvu na nek način začenjamo na novo. Zdaj so tiste druge, mogoče tu pa tam kakšna tretja generacija, ki prevzema, tako da v bistvu se učimo tega na novo, čeprav imamo pa nekaj v svojem spominu ali pa v DNK-ju to že zapisano. Ker pa seveda ni zdaj ne literature, ne izkušnje, od koga se učiti, je pač pravzaprav zgodba na novo in večinoma posnemamo tuje. Vi ste tu zelo močno vpeti v arabski svet, vem, da hodite veliko in v Dubaj, Abu Dhabi, Katar. Svetujete tam pri prevzemanju družinskega podjetništva, kjer pa imajo to močno zakoreninjeno, recimo v arabskem svetu. Ali jo tam prinašate znanje v Slovenijo in kakšen je tam pogled na družinsko podjetništvo? Tam je to osnovna vrednota. Mogoče malo v šali, tam imajo to srečo, da je malo več otrok, naslednikov. In tam, ko v bistvu pravzaprav... Je to sreča? Da te pravega izberajo lahko? Tako, ja, tisti, ki si to res želi, ne tisti, ki mora. Ne glede na to, da pravijo, da prvorojeni sin bi najprej vzel, ampak ni vedno tako. Poanta je v tem, da jaz tam pravzaprav njihove otroke, ampak ne tiste stare 12-13 let, ampak 20,
25 do 30, na nek način pripravljam, da prevzamejo to vodenje teh družinskih poslov, na koncu tudi posameznih emiratov. In tam res, ko gremo skozi proces, ki traja skoraj 3 leta, poskušam izbrati ali pa delati s tistim, ki to res v sebi čuti. Namreč veliko krat, tako sem že v začetku povedal, delamo po pričakovanju drugih. In če se vrnem čisto k temu, na kak način se pravzaprav oblikuje ta osebnost pri posamezniku. Namreč vsak posameznik se rodi z potencialom, točnim namenom, zakaj je prišel na ta svet. Res pa je, svojim poslanstvom. Tako, nimamo po štartu navodil, kako živimo v tem svetu, zato ljudje na nek način, mislim, otroci se vzgajajo z vzgledom. In ta vzgled, ta kamera, ki snema, kako življenje teče, okoli nas se imenuje ego. Tako da ego nič ni slabega, to, kar pravzaprav govorimo, ampak je samo en senzor ali pa eno varovalo med našim potencialom pa zunanjim svetom. No in ta ego v bistvu opazuje energijo svoje avtoritete, ki si jo pač zbere ponavadi oče ali pač najbližji moški, po nekih lastnostih, ali pa ženska oziroma mama. In ta ego oziroma ta senzor opazuje, ali ta oseba, avtoriteta, živi to, kar čuti ali ne. Vkolikor živi to, kar čuti, potem tisti, ki opazuje, dobi dovoljenje, da lahko njegovi potenciali živijo. In to govorimo, da dejansko se razviješ brez večjih problemov. Ti ljudje ne poznajo v svojem življenju zastojev, stresa, enostavno pač jim je vse na nek način teče. Tisti, ki pa dobijo informacijo, da ne smejo živeti to, kar čutijo, se potencial blokira in potem se na podlagi teh potencialov snema novi film, novi življenjski scenarij. In temu v bistvu rečemo v psihologiji psihološke smeti, se pravi, ki se nabirajo nad pravim našim, kdo smo mi, in potem veliko krat živimo pač to drugo življenje. Ja, človek ima res srečo, če ima pozitivni zgled, recimo v otroštvu, v rani mladosti, ampak vi pravite, da se skoraj vse težave, recimo vi ste delali tudi z zelo traumatiziranim ljudmi v povojnem okrevanju, recimo v bivši Jugoslaviji. Kako pravite, da se skoraj vse da rešiti? To prtljago pravzaprav. Tako, tu je v bistvu najbolj pomembno to, da se pri posamezniku v bistvu res vrnemo v njegovi psihi do tistega trenutka, ko je prišlo do te nekega zloma, ali pa tam, kjer se pravzaprav začel nabirati ta negativni del. Ne glede na to, zdaj, ko ste že omenili vojne, nekateri so vseeno prišli zdravi iz vojn, ne glede na to, v kakšnem stanju so živeli, mentalno zdravi, ampak zaradi tega, ker je pa bistvo njihova prioriteta, kako so bili vzgajani v tem svetu, bila drugačna od ostalih. Ker če govorimo o teh psiholoških smeteh, o katerih sem omenil, to je bistvo neke vrste hrana za ego, ta negativni del. In mi vedno pravzaprav iščemo, če je bil ta scenarij ali pa ta hrana vsajana od zunaj, potem mi rabimo potrditev od zunaj, zakaj živimo, da obstajamo. Dostikrat delamo, naredimo neki scenarij, tudi če je negativno, ampak vse dobimo potrditev, da je to, kar je v nas, pravilno. No in tu je v bistvu pomembno, če govorimo o teh, v zgodbi vojn, ki se grejo res globoko v nas, so to v bistvu eni spomini, ki se skoraj da v kosti usedejo. Ampak ko se vrnemo na začetek življenja te osebe, in če potem znaš pravilno te smeti dvigniti, pomeni, da tudi vse te krvave spomine z njim odneseš ven. Zato ni vedno treba iti plast pod plastjo delati, ampak včasih preskočiti tisto, kar se nam zdi najhujše, in v bistvu iz nekega zgodnega otroštva neke stvari odnesti iz podzavesti in potem dobesedno v paketu take stvari lahko rešiš. Ja, no, to je zdaj že res vaša stroka, v bistvu tehnične stvari in tako, ampak zanima me v bistvu, kaj vi v arabskem svetu ste, kot sem rekla, kar dobro
priznani, sprejeti. Sprejeti. Veliko delate z njimi. Kaj je tisto, česar nas ta arabski svet lahko, recimo v podjetništvu in tudi družinskem podjetništvu, nauči? Kaj nam lahko dajo? Kakšna znanja oziroma mentaliteto? Ne gre samo toliko za družinsko podjetništvo, koliko sploh, kaj se lahko ostale države od njih naučijo. Namreč tam se njihov svet zaveda, da obstajajo zaradi svojih ljudi. In oni svoje državljane dajo na prvo mesto. In zato so pravzaprav tako uspešni. Ne? Oni bojo vse naredili, da zaščitijo svoje, vsi ostali so šele pa v nekem drugem redu ali pa k njim prihajajo v službo. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Ne? Sebe in svoje daj na prvo mesto. Na prvo mesto. Sebe in svoje daj na prvo mesto. In tako delujejo v družini in potem tudi v podjetniškem ali pa poslovnem svetu. To je v bistvu tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno. Ne? Recimo, vi pa niste njihovi, pa ste prišli tako blizu. Kako vam je uspelo? Samo zaradi tega, ker so videli korist v meni. Od mene lahko pač dobijo nekaj, kar lahko koristi njihovi prihodnosti in zdaj pač negujejo to, dokler bo za njih aktualno. Jaz se zavedam, da v nekem trenutku več ne bom zanimiv za njih, ne? In takrat pač tudi ne bom več tako dobrodošel, kot sem danes. Kaj učite šejke, sinove, potomce kraljevih družin? Kaj jih učite? Kakšna so to znanja? Ste rekli, 3 leta tudi traja tako izobraževanje. Kaj jim daste? V bistvu gre najprej, prvo leto vzpostavljamo odnos. Se pravi, da oni mene sprejmejo kot neko avtoriteto. Potem gre predvsem analiza njihove komunikacije, ne? Kaj njim starši sporočajo. Ne? Da vidiš, kaj on dejansko sprejme z veseljem, kaj pa z uporom. In prvo pravzaprav najprej starše njihove naučim drugače komunicirati z njimi. Veliko primerov sem imel tako, neko starši govorijo, vse to bo enkrat tvoje, ne? In potem v bistvu se že naravn proces zgodi v otrocih, da blokirajo. In tu v bistvu začnemo pravzaprav o tem govoriti, da več ne govorijo o nasledstvu, da bo to enkrat njihovo. Da oni sami to začutijo. Ker je to pritisk, v bistvu breme za njih. Ja. No in potem je v bistvu jih pravzaprav učim ravnovesja, kako v svojem življenju vzpostavijo ravnovesje na vseh nivojih, od fizičnega, mentalnega, čustvenega pa duhovnega. Jaz jim pokažem tehnike, ne? Ampak oni pa potem raziskujejo sami, kaj je tisto, kaj je na vseh teh področjih njim najbolj zanimivo in kjer uživajo. In na ta način jih v bistvu naučim, da si sami spostavijo ta notranji mir. Oni veliko krat hodijo v samo puščavo ga iskati, ne, da se odmikajo, ampak jaz jih naučim, da lahko v tej betonski džungli v Dubaju ali pa Abu Dhabiju sami si postavijo svojo puščavo ali pa svoj tempelj sred vsega. Drugače pa še vedno pri njih navada, da grejo v puščavo in iščejo odgovore. Tako. Oni se v bistvu tam najbolj varnega, pa najbolj domače počutijo. Se tudi oni v bistvu dejansko svoje naselja imajo v puščavah. So umaknjeni iz teh centrov, ki jih mi v bistvu iz televizije ali pa kot turisti poznamo. Pa kaj bi rekli, kaj so tiste glavne napake, ki jih delajo starši, razen to, kar ste omenili, da ta pritisk nasledstva, ne? Ki jih delajo starši pri tej pripravi na prevzem družinskega podjetništva? Ali je to komunikacija nepravilna, ali je to preveč pritiska, je še kaj takšnega? Mislim, prvo napako naredijo to, da sploh ne poslušajo svojih otrok, kaj bi oni sploh radi. Se pravi, gre za čist spoštovanje in razumevanje svojih otrok. V bistvu jih ne slišijo. Velikokrat starši kompenzirajo svoje pričakovanja in čustva z otroci in kar prenesajo in mislijo, da v bistvu v osnovi so kar njihova podaljšana roka. V bistvu velikokrat pri nas gledajo starši na svoje otroke kot neke vrste delovno silo ali pa izpolnjevanje svojih otroških želja. A tega recimo v drugih državah, kjer delate, ne opažate? Je to nekaj, kar je precej slovensko, ali je to človeško? Človeško. Ja, ampak v bistvu Evropa ima tega veliko, mogoče zahodna manj kot rečemo vzhodna, pa ta naš del, ne?
ti narodi, ki so mogoče mentalno bolj očiščeni, kot smo mi, imajo tega manj. Bolj pustijo svobodo svojim otrokom, da se odločajo. In to je ta arabski svet? Arabski svet pa tudi, v bistvu danes vidim predvsem že v Švici, Avstriji, Nemčiji, tudi Franciji, ne, v teh državah, ko prepuščajo, da se otroci odločajo naprej. Vi tudi kdaj izberete oziroma poveste staršu, ta otrok ni pravi za prevzem družinskega podjetništva ali tako daleč ne gre? Ja, to je v bistvu moja naloga. Da izberete, kdo je pravi? Ne toliko, da izberem, ampak probam jim postaviti eno drugačno sliko, kako otroci funkcionirajo, pa kako se počutijo v tem okolju, ne? In potem oni so na koncu tisti, ki na nek način, ne bom rekel ravno zberejo, ne, ampak probajo usmerjati potem otroke, tisti, ki imajo malo večji potencial v tem. Ne. Je pa res, da se v bistvu z vsemi temi zelo odprto pogovarjamo, zato da se ne zgodi, da ima nekdo prikrito željo postati naslednik, ne, pa tega iz nekih razlogov ne pove. Ne. Predvsem je to, da se čim več teh skritih želja, pričakovanj tudi v otrocih skomunicira. Ker velikokrat se pričakuje od prvorojencev, da bojo nekaj prevzeli, ali pa od moškega dela, ne. V resnici pa si mogoče moški tega sploh ne želi, ne. Hoče mogoče biti rajši umetnik, zato velikokrat, ali bom rekel, mlajši bratja ali pa celo sestre prevzamejo kakšne večje, ker se dosti bolj čutijo v tej zgodbi. Ne. Je to prisotno tudi že po vaših izkušnjah v arabskem svetu, kjer tudi hčere prevzamejo družinska podjetja? Ne, v bistvu tam zaenkrat tega tradicija ne bo pustila, ne. Res pa je, ne, da celotni arabski svet vodijo ženske. In to so prve žene. Vse to, kar mi mislimo, da so moški pokončni in rečejo, kako bo, ne, ni niti približno res. Ne. Na koncu je tista prva žena, ne, s katero se poroči, je tista, ki pač pravzaprav v resnici sprejema odločitve. Ne. Navzven pa je zgodba drugačna. Tako. Imate potem vi v bistvu stik in opravka s prvimi ženami? Dostikrat, ja. Ja? V bistvu tam, ko v bistvu jaz dobim njihovo zaupanje, ne, potem pač imam zaupanje cele družine. To so najbrž zelo odločne ženske? Kako bi jih kot psiholog recimo predstavili nek tipičen profil takšne ženske, ki vodi vse v družini, v arabski družini? Zdaj, v bistvu, če gledam samo njihovo mentalno sliko, ne, ker jaz v bistvu njihovega obraza nikoli ne vidim. Pa tudi, ko se pogovarjamo, nisem nikoli sam, ne, z njimi. Je tak, da so v bistvu izredno široke ženske. Mentalno, predvsem pa srčno. Ne. V bistvu razumejo celoten svet, ampak zelo se zavedajo, da njihova družina mora živeti še nekaj generacij naprej. Ne razmišljajo samo na recimo naslednjo generacijo, ampak še več. One razmišljajo skoraj 10 generacij naprej. Ne. Zato velikokrat, tudi če je mogoče nekaj, bi bilo v nekem trenutku zelo razumsko ali pa logično, da se naredi, ne, ampak enostavno ne pustijo, da se kakšen proces zgodi, ker bi to lahko vplivalo na propad njihove družine. A veste, da to mi je zanimivo, če probam prav praktično pomisliti, kaj sploh pomeni, da ti razmišljaš lahko za 5 ali celo 10 generacij naprej. Kako je sploh to mogoče? Se pravi, to govorimo o, ne vem, 200 letih recimo. Na kakšen način misliš na to? Kakšen bo takrat čas? Ali kdo je pravi? Ali kako se lahko razmišlja za 200 let naprej? Ali več? Mogoče en praktičen primer. V zadnjih 10 letih vidimo, da Kitajska nenormalno hitro napreduje. Ne? Ampak to je samo z osnovnega vzroka, ker ima dolgoročni cilj. Kitajska kot država si je naredila cilj 200 let naprej na podlagi vremenskih kart. Spravi, kako se bo naša klima obračala. Zato so oni danes skoraj da polovico Afrike že pokupili, ker ne bo več puščava taka, kot je danes čez 200 let. Ne? No in približno na isti način razmišljajo tudi, bom rekel, v arabskem svetu.
Res, da tam toliko ne dajo na mislim na te Vremenske, recimo meteorološke, dajo ja. pa več na astrološke karte. Na astrološke. Tako, tam so pa zelo to, bom rekel, povezani z naravo na drugi način, ne? In glede na to, V bistvu z nadnaravnim, pravzaprav, Tako, oziroma ja. z nebeškim. tako da ima v bistvu vsaka družina ima svojega astrologa. Vsaka uspešnejša družina, recimo podjetniška, ali vsaka, s katero imate vi Tako, stik najbrž, ja. ima svojega astrologa. Se pravi, on je njihov hišni svetovalec, Neke vrste je usmerjevalec. smerjevalec in seveda astrologija lahko pogleda tudi 500 let naprej, Tako. a ne? Ali pa še več. Ja. To so tiste. To so tiste bistvene razlike, v bistvu mentaliteta, kultura. Kultura, v bistvu, Kultura- pač to je že tradicija sama Tradicija. veleva, ne? Pa zelo močna v bistvu vera. Ne? Oni v bistvu pač verjamejo, da niso sami sebi namen tukaj, ne? In potem v bistvu temu zelo sledijo. Ja. A se to vidi recimo tudi v odnosu do vas, recimo, da je potem več nekega spoštovanja, da je več smisla v vsem, kar počnete, da se točno ve, da stvar je resna, da stvar je z vizijo, da ima nek pogled v čas, v naravo, v vse. A veste, da ni samo nekaj izgubljeno, samo da mi preživimo ta naslednji mesec Ne. ali pa mogoče še eno leto naprej. Ne, v bistvu oni to zelo odprto gledajo, ne? Pa zelo uporabno. Ampak dokler, tako sem že prej rekel, ne, dokler bojo neke nove stvari dobili od mene, Ja. tako dolgo bom za njih zanimiv. V bistvu smo tujci pač neke vrste samo orodje. In tako moramo to vzeti. Ne moramo biti njihovi ne najboljši prijatelji, ne reči, aha, to so pa naši zavezniki, ampak tako smo mi, ko smo Evropejci pred 500 leti, se mogoče iz tega dela sveta jemali kot, da so oni naši sužnji, ne, je danes pač ravno obratno. Obratno. Vse se vrača, vse se plača. Ali Tako, kako? ja. To je v bistvu naravni cikel. No. Ja. Koliko pa pri nas v Sloveniji vpogled naprej, se pravi samo na naslednjo generacijo, ali se vi zavzemate tudi za to, da bi nekako drugače bilo urejeno pri nas, sistemsko bolje ali kako? Ne, Vi nimate te pristojnosti, ne vem. Mislim, pristojnosti sigurno nimam, ne, ampak gre pa za to, da bi pa rad, ne, in to nekako spodbujam, da bi si prvo mi kot narod naredili vsaj 100-letni cilj. Kaj bi mi kot Slovenci, pa Slovenija radi čez 100 let. In potem videli, ali v to sploh paše družinsko podjetništvo ali ne. In če vidimo danes, da je 70% delovno aktivnih prebivalcev zaposlenih v družinskih podjetjih, ne, Ogromno, ja. bi lahko v bistvu rekli, da pa je to mogoče prihodnost Slovenije, da se tako organiziramo. Ker mi danes ne vemo, ne, pride ena vlada pa kapital usmerja v levo, druga v desno, oziroma vsaka na svoj način, potem v bistvu samo zgubljamo, ker ni jasnega cilja. Ko bomo pa mi postavili jasen cilj, se bo pa vse stvari v bistvu zelo postavljene na svoje mesto. Vse to najbrž tudi ljudje pri sebi vidimo, ne? Če si mi neki dnevni cilj postavimo, kaj želimo ta dan doseči, ne? Je dan čisto drugače teče, kot pa to, da se zjutraj zbudiš, pa bomo že nekako preživeli. Ne? Ampak tu v bistvu predvsem jaz potem ljudi učim, naj si postavljajo osebne in poslovne cilje. In tukaj v bistvu prihaja do kriz. Ne? Mi si v bistvu vedno postavljamo poslovne cilje. Poslovni cilji so materialni, statusni, pač nekaj, kar je lahko vizualno, ne? In potem v bistvu bi pa to moglo biti na drugem mestu in bi to podpiralo osebni cilj. Osebni cilj pa ni nič drugega kot samo občutek. In mi si zjutraj moramo postaviti cilj, kako se želimo počutiti konec dneva. In potem, ko spremljamo vse te dnevne aktivnosti, rečemo iz poslovnega sveta, ne, moramo videti, ali vse te aktivnosti podpirajo te naše občutke ali ne. In na ta način začnemo sami sebe spoznavati, se čistiti in na koncu sploh dobivamo občutek, da živimo. Ja, vi v tej knjigi, recimo pod poglavjem obrtniške zgodbe, analizirate od frizerke, šivilje, arhitektke, strugarja. Od kod ste vi to znanje jemali, recimo, za ta vpogled v različne poklice, v različne profile, v vse to? Čisto z realnega življenja.
ki v bistvu zdaj se že več kot 22 let s tem ukvarjam in zelo različni profili ljudi, poklicov. So vam prečkali pot? Tako. In potem so v bistvu to na nek način njihove zgodbe, skozi moje oči. Ja. Se vam zdi dobra rešitev, se pravi, če ima nekdo enega otroka ali pa dva in nihče ni po nekih realnih merilih pravi za prevzem družinskega podjetja. Se vam zdi bolj pametno, da družinsko podjetje potem ni več družinsko? Ne, ali da se počaka na nekega, ne čaka na nekoga drugega? Še vedno je lahko družinsko. Samo potem pomeni, da so mogoče družinski člani lastniki, upravlja pa nekdo drugi z tem kapitalom. To je potem čisto tehnična rešitev. V nemško govorečih državah to poznajo kot fundacije, kot družinske fundacije, ne, kjer so oni lastniki, ampak vodenje podjetij pa pravzaprav upravlja nekdo čist drugi. Ne. To je v bistvu upravljanje kapitala. In je potem lahko šele mogoče tretja generacija ali pa četrta, nekdo, ki se bo začutil, da bo pa spet to operativno prevzel. Ne. Koliko se vam zdi vam osebno pomembna ta duhovna prisotnost oziroma duhovni vpogled, kot ste rekli, v arabskem svetu, tam ima vsaka družina svojega astrologa, se pravi en vpogled v nebesno sfero, bom rekla. Mi smo drugačna kultura, Evropa je recimo bolj nagnjena k temu intelektu in poudarjanju pomena tega umskega dela in tako naprej. Se vam zdi, da bi tudi nam dobro delo, če bi več duhovnega vpeljali v našo realnost, v naš vsakdan, v naše odnose, v vse? Sej večinoma podjetij pa posameznikov se poslužuje tega. Tudi v Evropi? In tudi v Sloveniji. Tudi v Sloveniji. Ampak problem je to, da mi to zanikamo in tega ne priznamo. In potem skrivamo. In ko nekaj skrivaš, je vse na pol nekaj. Ne? Nikoli resno ne vzameš, kot ti mogoče astrolog ali pa nekdo drugi napove, kaj se bo ti zgodilo ali pa kaj upoštevaj. Ne? Če bi pa mi svobodno s tem živeli in to priznavali kot, bom rekel, kot informacijo v časopisu ali pa na borzi, ne? In bi potem iz vseh teh informacij se mi odločali, bi tudi druga slika bila. Mi pa v bistvu, ali pa tako bom rekel, 2 dni nazaj sem v šali sicer na družbenih omrežjih objavil novico, ne, da pri nas v ordinaciji imamo zdaj poligraf, kjer lahko preverite, ali lažete sami sebi. V bistvu samo začeti moramo živeti to, kar čutimo. No. Pa to priznavati, pa o tem govoriti. Ne, in ta stavek, kaj bodo rekli drugi, enostavno pozabiti. Ja. Sliši se res zelo preprosto, ampak koliko enih vzorcev, koliko enih silnic je vpetih v to, ne? Včasih, ja. To so pa te psihološke smeti. Ne? V teh psiholoških smeteh so ujeta ta prepričanja. Ne? In naloga psihoterapeuta je ravno to, da to zna pravilno očistiti. Ja. Močna psiha dela velike preboje. Ne? Tako. Na vsakem področju. Mislim, da ljudje, ki jih danes vidimo kot uspešne, recimo ne za eno noč ali pa za eno sezono, ampak dolgoročno uspešni ljudje, mislim, da vsem je skupno, da imajo močno psiho. Tako, ampak predvsem... Ne samo navzven uspešni, ampak predvsem ravnovesje. Ne? Ja. Se ravno v knjigi opisujem te primere. V bistvu v Sloveniji imamo več nagrad v poslovnem smislu. Ne? In ena nagrada, ko se mislim, da že 30 let podeljuje, ali pa celo mogoče več, ne? Če pogledamo vse dobitnike teh nagrad, dobenega več ni na sceni. In jaz sem se ukvarjal s fenomenom, zakaj nekdo, ki je najboljši na svetu v svoji branži, ga jutri več ni. Kljub vsej medijski podpori. Ne? In potem sem v bistvu pri vsej videl, da so imeli, ali niso imeli očeta, ali pa so imeli zelo strogega očeta, ki ni dal pohvale. In so v bistvu ti otroci ves čas iskali na različne načine, rečemo skozi podjetništvo, to potrditev, to pohvalo svojega očeta. In ta nagrada, najboljši v svoji branži, je pravzaprav bila enakovredna tem psihološkim vzorcem. Naenkrat ta je psihološki vzorec, ki je peljal tega podjetnika na vrh, ni več imel potrebe, zakaj še obstajati, ker je zdaj bil zadovoljen.
In potem, ko so ti ljudje po prejemu nagrade prišli naslednji dan v službo, več niso videli razloga, zakaj še delati. Ni bilo več tega motorja. Ne? In potem so v bistvu podjetja začela usihati. Ne, ker je bilo slabo na trgu, ampak enostavno Motivacija ni bilo te, ki jih je vodila. Tako, ampak to je v bistvu bila negativna motivacija z tega vidika. Ne? Ja. No in to je v bistvu ravno najbolj pomembno, kar je pri družinskih podjetjih, da se poslovni del pa podjetje loči od čustev lastnikov oziroma zaposlenih. In to, kar v bistvu prvo hočem naučiti podjetnike, da oni niso lastniki podjetja, da niso ljudje pri njih zaposleni. Da so to ljudje, da so oni v bistvu samo lastniki kapitala v podjetju. In potem se oni najprej so v vlogi. Da se ne obnašajo do podrejenih, recimo, kot lastništvo. Ja. Tako. Ampak je v bistvu oni so dali svoje znanje, energijo kot kapital v to podjetje, ne? In potem so najprej v vlogi lastnika kapitala in ta lastnik kapitala se odloči, kdo bo upravljal z tem kapitalom. Spravi, imenujejo direktorja v to podjetje, ne? Ki so večinokrat sami. Ne? In potem, ampak tu sta že dve različni vlogi. Potem kot upravljalec tega kapitala, ne, so pa potem operativne in izvršilne naloge. Ne. Se pravi, ki danes reče, da je lastnik podjetja, v bistvu v zelo kratkem času odigra od 5 do 10 vlog. In če mi nismo psihološko stabilni, potem se v bistvu zgubimo v svojem procesu. In to je v bistvu najbolj pomembno, da najprej pri teh, bom rekel, predvsem, ki so vpeti v družinsko podjetništvo, vzpostavim ta notranji mir. To uravnoteženje, to stabilnost, kar pomeni tudi močna psiha. Se pravi, da si kos raznim preizkušnjam, ki ti pridejo naproti slej ko prej v podjetništvu ali pa tudi v privatnem življenju. Tako. In to je potem nekako pot do uspeha, pa tudi do zadovoljstva pri delu. Ja, v bistvu zadovoljstvo pri samem sebi. Ko si ti sam sabo zadovoljen, potem dejansko počneš samo tisto, kjer si zadovoljen. Ne samo, da sem v arabskem svetu, tudi v Indiji sem zelo prisoten. Sicer pač za celo krizo samo preko Zooma, ne? Ampak kar na nekaj konferencah, celo na 2 fakultetah tam nadaljavo učim. Ne? In oni so imeli tam mene kot osrednjega gosta, da sem govoril o sreči. Ne? Pa sem rekel, vi mene sprašujete to, za kar je cela Evropa prepričana, da gremo iskati v Indijo. Ja. Sem rekel, in zdaj se vi vprašajte, ne, kaj mi vidimo v vas, pa vi v sebi ne. In to je v bistvu poanta, ne, da vedno vidimo v drugih nekaj, ne, kar v bistvu nosimo v sebi. V bistvu, kar nosimo v sebi in ni aktivirano, recimo. Tako. Ja, sej to je ta psihološka prvo pravilo, ko se reče, ne, kaj te moti na drugem, to najprej razišči pri sebi. Dve taki vodili sta, ali pa misli, ki me v bistvu nekako vodita, ali pa sta me premaknili v nekem obdobju življenja. Eno je misel Martina Kojca, ne, da je učbenik življenja, recimo. Tako, kjer piše o tem, da je materialni svet odsev naših misli. In od takrat dalje jaz ves čas opazujem svet okoli mene, kaj mi sporoča, ne, in nikoli ne iščemo izgovorov. Ne. Rečem, ok, to mi zdaj sporoča, spravi, jaz moram pogledati v sebe, kje zdaj jaz delam napako, kaj moram pri sebi spremeniti. Ne? To ne pomeni, da zdaj vse ljudi gledam kot svoje ogledalo. Ne? Drugo pa je rek Frana Milčinskega Ježeka, ki pravi, da boli, če te povozi avto, če te povozi čas, se bolečine ne da izmeriti. Se pravi, da od takrat dalje zelo pazim, s kom se družim, zakaj uporabljam čas, ne? Zaradi tega, ker čas, edino obrojstvo, kar nam je podarjeno, je čas, ki pa je zelo omejen. Ne? Mi se v bistvu pravzaprav moramo na vsakem koraku vprašati, ali bom ta čas jaz z nekom preživel ali ne. Ko rečemo, jaz za tebe sem pa žrtvoval 20 let, nisi ga, saj si se samo odločil, da boš z nekom. Ne? In zato jaz to zavedanje časa, to razpolaganje s časom kot z eno veliko dobrino. Tako, ja. Tega se v bistvu pravzaprav ne zavedam. Ja, velikokrat čas kar teče. In potem rečeš, eno leto že minilo. Ja, pa se obrneš pa 20, pa 30 let minilo. Ne? Ja, kasneje pa vedno hitreje. Ja. Ja, hvala za vsa ta razmišljanja, dr. Milan Kranjc, ki ste jih delili z nami.
Seveda veliko je zapisanega vašega znanja in izkušenj tudi v tej knjigi V čevljih staršev, predvsem za tiste, ki jih zanima podjetništvo, ampak kot ste rekli, podjetništvo pa je vse, kar nisem jaz. Tako. Vsak odnos je že podjetništvo. Ja. Zelo zanimivo razmišljanje, hvala za te iztočnice, na katerih lahko pletamo mi naprej, ne, tudi svoje življenje oziroma vlagamo v svoje življenja. In želim vam srečno, no, na vaši podjetniški in tudi osebni poti. Hvala. Vam pa predvsem mirno. Hvala. To je bil moj gost, dr. Milan Kranjc, strokovnjak za krizne situacije in svetovalec pri prevzemu družinskega podjetništva.